Hvala Grega, lepo pozdravljeni vsi še enkrat. Kar se tiče tekme, se zavedamo, da bo še težja naloga, kot je bila do sedaj, oziroma v prvi tekmi. Vemo, da nas bojo še boljše analizirali, da bojo še boljše stopili v to tekmo in tudi oni želijo v četrti predkrog. Kar se tiče nas, ne smemo se zadovoljiti s tom zmagom in s tom igrom. Ja, vse je lepo, ampak nismo dosegli cilj. Naš cilj je četrti predkrog in se zavedamo, da moramo biti na top psihološki ravni, da ni prostora za napake, da ni prostora za pad koncentracije. Moramo verjeti vase in tudi vsi skupaj sa strokovnim vodstvom narediti nekaj in se upisati v zgodovino kluba. Seveda, težka bo naloga, ampak bomo dali vse od sebe, da dosežemo taj cilj. Hvala. Hvala lepa. Še trener, gospod Luka Jelzner. No, tako kot je naš kapetan povedal, mi si ne želimo biti samo neko kratkoročno presenečenje, pa smo bili po slučaju zmagali to tekmo proti West Hamu, ampak da dejansko dosežemo nek končni cilj in zdaj smo šele končali ta prvi polčas tega dvoboja in po prvem polčasu še nobeni nikoli zmagal oziroma napredoval, tako da imamo še en drugi polčas, ki bo seveda bistveno težji za odigrati. Ne moramo mimo tega, da smo si malce povečali svoje možnosti za napredovanje, ker na začetku verjetno bi vsi skupaj analizirali zadevo in si rekli, da imamo blizu nič ali pa 5% možnosti, da gremo skozi. Sedaj smo malce to številko dvignili, seveda bomo pa mogli ponoviti kvalitetno predstavo v zavedanju, da bo tekma drugačna, da faktor presenečenja več ni, da bodo oni tudi drugače taktično postavili stvari. So imeli en teden dodatne priprave, mi žal nobenega dneva nismo imeli za uigravanje, ker smo imeli še prvenstvene obveznosti vmes. Vemo, da bo ambient drugačen, bolj naklonjen njim in da si bodo želeli odpreti štadion na pravi način. Mi imamo pa zagotovo svoj način, svoje načrte, ideje, kako znova presenetiti in biti zelo dobri v prilagajanju na situacijo, ki bo nastala na igrišču. Še enkrat bomo ponovili, ko bomo stopili dol z igrišča, moramo biti ponosni na to, kar smo prikazali, ne glede na rezultat, ne glede na to, ali smo dosegli cilj ali ne. In kolikor bomo to uspeli narediti, potem bomo zadovoljni odšli iz Londona. Ampak tekmovalni smo, ne glede na to, kdo nam nasproti stoji in se izziva zagotovo ne bojimo. Hvala, vprašanje. Grezner, če ste rekli, da pred prvo tekmo ste nič ali 5% možnosti, koliko so zdaj vaše možnosti? Težko je v številkah, ampak jaz mislim, da smo okoli 30%, ampak to je za nas ogromno in bomo vse stavili na teh 30%. Kako drugačen West Ham pričakujete, da je bolj napadu? Jaz sem v prvi vrsti vesel, da smo pokazali, da smo lahko nevarni in mislim, da je ta pomemben argument za njihovo pripravo, ker če bi čutili, da ko nas pritisnejo, da ne zmoremo nič, potem bi bilo za nas izredno težko zdržati pritisk. Sedaj pa oni vedo, da tudi momente, ko osvojimo žogo, da smo lahko zelo nevarni, da tudi iz tega lahko zadetke damo, tako da ne pričakujem popoln napad na našo zadnjo linijo. Zagotovo pa mislim, da bo v samem sistemu organizacije njihove igre se nekaj spremenilo, seveda bom to zadržal zase, in pa v pristopu do tekme, a so pričakovali ali niso naše višje postavljeno obrambo in pritisk naše strani verjetno ne in jih je to malce presenetilo. Zdaj pa naloga strokovnega vodstva je, da pripravi nove ideje, da zopet na nek način se prilagodi razmeram na igrišču in da naši igralci, ko stopijo na igrišče, točno vedo, kaj se bo dogajalo in da znotraj tega načrta lahko funkcionirajo, ker to odvzame ta faktor stresa, ki je pa v takih tekmah zelo pomemben. Kakšne pa Domžale pričakujemo, nekaj ste visoko obranili na prvi tekmi, bo zdaj? Recept je sigurno podoben, v izvedbi bo drugačen, ampak biti daleč od svojega gola. Videli smo, da vsaka žoga, ki jo imamo za nekako
obvladati proti Kerolu je izjemno zahtevna in bliže smo svojemu golu, težje bo, tako da iskati pozicijsko prednost v smislu, da se odstranimo od svojih vrat in seveda to bo osnova naše postavitve. Koliko bo to možno, bomo seveda videli od začetka tekme, ampak princip mora ostati enak. Morda za Kenana, 25,000 gledalcev bo jutri, kako drugače bo to za vas igralce? Verjetno prvič za mene, pa tudi za ostale, ker se tiče tega vzdušja, upam in verjamem, da se ne bomo ustrašili. Verjamem, da nam to bo dodatni motiv in da bo to še en dodatni adrenalin, da pokažemo vse, kar vem. Za Kenana, kako težko je pokrivati Andyja Carrolla? Seveda, da je zelo težko, tudi angleški branilci se z njim težko nosijo, ampak z dobrim varovanjem, z dobrim timingom in s pravimi odločitvami seveda se lahko nosim. To smo pokazali tudi v prvi tekmi in seveda zdaj bo še težje, ker bo on tudi vedel, da imamo določeno kakovost in da se on tudi bo mogoče malo še več pokazal, tako da upam, da ga bomo zaustavili. Kako vi kot David ste imeli v prvem dvoboju, z Andyjem kar nekaj težav, zelo močan je. Podelili ste vi nekaj udarcev, dobili ste nekaj udarcev od njega, pričakujete nekaj podobnega tudi jutri? Veselim se, če dobim toliko udarcev, pa da gremo skozi, to mi ni neki problem.